V tem posnetku si bomo pogledali bogastvo in pa grafe, ki jih povezujemo z bogastvom. Pa začnimo. Bogastvo je vsota dobrin, s katerimi razpolaga gospodarstvo, imenujemo ga tudi premoženje ali kapital. Bogastvo delimo na naravno in proizvedeno, pri čemer je proizvedeno seštevek vseh razširitvenih investicij prejšnjih obdobij. Več o bogastvu si lahko pogledate v drugih posnetkih, linki katerih bodo objavljeni v opisu tega posnetka. Če za označitev bogastva uporabimo črko T, je potem KT-1 bogastvo na začetku obdobja, KT pa bogastvo na koncu obdobja. Pri tem moramo definirati še družbeni produkt, ki ga potem namenimo porabi in pa kosmatim investicijam. Kosmate investicije pa so sestavljene iz obnove in razširitvenih investicij. Pri bogastvu imamo torej tri možnosti. Najprej, da so kosmate investicije, se pravi, enake obnovi. Druga možnost je, da so kosmate investicije enake obnovi plus razširitvenim investicijam, torej da nekaj denarja namenimo tudi razširitvenim investicijam. Tretja možnost pa, da so kosmate investicije enake nič, torej da celoten družbeni produkt porabimo. Pa si pogledajmo prvo situacijo. Se pravi, ko so kosmate investicije enake obnovi. V tem primeru začnemo z nekim bogastvom na začetku leta. Vemo, da tekom leta proizvedemo določen produkt, ki ga namenimo porabi, oziroma ki ga delno porabimo, delno pa namenimo obnovi. Torej, ta družbeni produkt predstavlja kvadrat v sredini. Na koncu imamo bogastvo na koncu obdobja, ki je v tem primeru enako kot bogastvo na začetku obdobja. Torej, višina je povsem enaka. Zakaj je to? Zato, ker so razširitvene investicije enake nič, posledično iz enačb, ki smo jih predelali v prejšnjih posnetkih, izhaja, da je bogastvo na začetku obdobja enako bogastvu na koncu obdobja. Poglejmo si še drugo situacijo. Ko so kosmate investicije enake obnovi plus razširitvenim investicijam. V tem primeru en del družbenega produkta namenimo razširitvi obstoječih produkcijskih kapacitet in za točno ta del se bogastvo na koncu obdobja torej poveča. Torej je bogastvo na koncu obdobja enako bogastvo na začetku obdobja plus razširitvenim investicijam v obdobju. Zato, ker so razširitvene investicije večje od nič. Tretja možnost pa je, da v gospodarstvu nič od družbenega produkta ne investiramo. V tem primeru torej porabimo celoten družbeni produkt, kar pomeni, da se nam bo bogastvo na začetku obdobja bogastvo večje kot bogastvo na koncu obdobja in sicer za višino obnove. Bogastvo na začetku obdobja bo večje od bogastva na koncu obdobja za višino obnove. Zakaj? Zato, ker smo celoten družbeni produkt porabili, del bogastva pa smo pač namenili obnovi. Torej, produkta ni dovolj še za obnovo, bogastvo na koncu obdobja pa je enako bogastvo na začetku obdobja minus obnova. Hvala, da ste si vzeli čas za ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, sledite nam na kanalu in se vidimo v prihodnjih posnetkih. Adijo!